Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bom delala drugi del branja vaših paranormalnih zgodb, tako da če vas to zanima, nadaljujte z gledanjem. Ok, gremo kar na prvo zgodbo. Zdravo, moje ime je Tija in povedala bom nekaj mojih paranormalnih zgodb. Ko sem bila stara 5 let, se mi je zgodilo nekaj čudnega. Nekaj noči sem sanjala o krsti, v kateri je bila moja prababica. Naslednje jutro me je zbudila mama in mi povedala, da je moja prababica umrla. Naslednji dan smo z mojo sestrično šli v njeno hišo, saj je živela zraven moje babice. Vse je bilo zelo temno in čutila se je slaba energija. Ko smo prišli v njeno sobo, je s police padel kip Jezusa. In imela sem srečo, ker če bi stala centimeter bližje, bi kip padel na mene. Zdaj, samo malo. Prvo, oprosti, da je umrla tvoja prababica, ampak drugo vprašanje. Če si je čutila temna in slaba energija, kaj je tvoja prababica bila slučajno nesramna oseba, zaradi tega, ker ne vem, potem pa da je kip Jezusa dol padel, to se čuje kot fucking devil. I don't know. Druga zgodba. Nekega poletja sva se jaz in moja sestrična odločili, da bova šli pogledati zapuščeno hišo, v kateri je umrla stara gospa. Ko sva prišli na dvorišče, sva v oknu videli senco, ker sva bili radovedni, sva se odločili, da greva pogledati, kaj je. Ko sva prišli v hišo, je v njej bila čista tema. Odšla sem pogledati v sobo, v kateri je bila stara postelja, vse je bilo zelo grozno. Ko sem hotela oditi iz hiše, nisem našla izhoda. Začela sem kričati, ker sem pred hišo videla neko senco. Potem je moja sestrična odprla vrata, ko sva bili na dvorišče, sva v oknu spet videli senco. Hitro sva zbežali od te hiše in se tja nikoli več ne vračam. Ne se vračati, ja, pač. Why would you go back there? Glejte, prvo, kaj ne smete nikoli delati, je hoditi v zapuščene hiše, na mesta, kjer so ljudje umrli, pač ne delajte tega, če nimate res nekega namena za video. Pač ne hoditi tja, če nimate res neke potrebe oziroma nuje, da greste tja. Moja babica je umrla, ko sem imela 7 let. Spomnim se, da je imela na koncu, v oklepaju, ko je že umrla, črno mleko z belimi pikicami. Ne, typo. Ok. Spomnim se, da je imela na koncu črno obleko z belimi pikicami. Ker je umrla poleti, sem pred spanjem vsako noč imela odprto okno. Eno noč sem se zbudila ob 2, 3 ali 4 po noči in ker iz moje postelje vidim okno, sem na robu okna videla žensko, katera je bila kot megla. Nisem mogla ugotoviti, kdo je. Imela pa je črno obleko z belimi pikicami. Ker mi je bilo takrat strah, sem poklicala mamo, katera je bila v sosednji sobi, ona pa ni videla ničesar. Ta ženska pa se mi je prikazovala še nekaj noči. Predvidevam, da je bila moja babica. Tudi jaz predvidevam, da je tvoja babica, kar pač, mislim, grozno je, ko nekaj vidiš, ampak bolj ko razmišljaš, pač če je tvoja babica, se ni, mislim, je grozno, ampak ni, po eni strani, ne vem. Bilo je ravno ob koncu šole in z sošolko sva se dobili na igrišču. Ker sem jaz doma bliže, sem bila prej tam in sem jo čakala. Čez kakšnih 15 minut je zelo zadihana pri kolesarju. Najprej sem se nasmehnila, ker sem mislila, da je hitro vozila, da ne bi ujel dež, a potem je povedala, da ko je šla mimo žage, je tam bil bel zarjav kombi. Najprej je rekla, da se ji ni zdelo nič čudnega, ampak v tistem trenutku, ko se je peljala mimo, se je kombi vklopil in se začel peljati za njo. Rekla je, da je gonila kakor hitro je lahko, potem pa je zavila na pešpot, da ni mogla za njo. Ko smo bili nekaj časa na igrišču, so svet videli ta beli kombi in se je peljal v levo. Mislim sva, da je na ključe. Potem je začel deževati in so se odločili, da greva v trgovino, ki je na desno, in sva bili pred trgovini. In ko sva bili pred trgovino, se je kombi peljal v desno in postalo naj strah. Ona se je odločila, da gre domov. Meni pa so doma rekli, da naj grem potem k babici, ki pa je daljena kar 20 km. Zato sem šla proti njej in nakar sem za sabo zagledala tisti kombi. Ustrašila sem se, ker sem vedela, da imam še vsaj 10 km. In tam bila pešpot in zaradi panike nisem zavila že po 10 metrih. Sem pa vedela, da bi mi to lahko rešilo življenje, a nisem mogla nazaj. Potem sem šla tam v eno gostilno in sem malo počakala.
Ko sem se odpravila naprej, je čez kakšnih 10 minut bil za mano spet isti kombi in bilo me je zelo strah. Ko pa sem prišla do babičine hiše in vstopila, babice ni bilo tam. Začela sem jokati in poklicala očija, na kar sem pred vrati zagledala bel kombi. Nekdo me je potrpljal po rami in rekel, pridi, greva v kuhinjo na večerjo. Obrnila sem se in bila je babica. Jaz sem se tako ustrašila, da sem padla skupaj in morali so klicati rešilce. Meni gre na jok. Kaj grozno. Pač, puno je grozno, edino, kaj najbolj razumem je, da je ta babica bila daljena 20 km. Ne vem, to je kar daleč, da bi šel peš do svoje babice, ki je daljena 20 km. Mogoče verjetno malo manj, ampak fuck. Jaz sem nekaj govorila, da tudi meni se je zgodila neka taka zgodba, ko je neki kombi zasledoval, ampak fuck, kako grozno. Sem zelo vesela, da si živa in zdrava in tudi nič ni naredil, ampak pač ful grozno zaradi tega, ker to se dansko dogaja. Eni ljudje sam strašijo otroke in se vozijo za njimi, eni bi dansko moče kaj naredili, pač ful grozno in nikoli ne moraš vedeti. Glavnem, če vas zasleduje kombi, probajte čim prej iti nekam in nekomu to povejte, ne nas se skrivajte pred njimi, ker vas bojo najdli. Pač probajte iti nekomu, da vam pomaga. Ne nahodite z nobenim avtom, če vam ponudi prevoza, razen če jih ne poznate. Jaz vedno, če sem šla v kakšen avto, sem povedala, s kom grem, kam grem, pač vedno so moji starši vedeli, kje sem v avto, tudi tablico avta sem doskrat povedala, tako da pač bodite varni. To zdaj niso samo paranormalne zgodbe in to vedno rečem, zaradi tega, ker mi pošiljate tudi grozne zgodbe, kar je tudi okej, tako da ne vem, če bo ta naslov glih paranormalne zgodbe. Prva zgodba. Bila sem pri dediju na počitnicah z bratom, ki je starejši od mene. To je bilo prejšnje leto. Babica mi je rekla, naj grem v klet po jabolka, da bova naredili pito ali štrudl. No, ker sem imela v kleti velikokrat neprijeten feeling, sem rekla bratu, daj pridi poleg, please. In je šel, ker pač ve, da se teme bojim. No, in sem nabirala jabolka v pošaro, naenkrat so luči zabliskale oziroma so se ugasnile za 3 sekunde ali več, I don't know. Obrnila sem se in v kotu vrat zagledala senco moškega. Mislila sem, da je brat, zato sem rekla, dej ne zabavi, se pridi greva nazaj gor. Mislim, da je to dovolj jabolka, tista senca je le stala tam in me gledala, postalo me je ful strah. Tista senca je na to dvignila roko in s prstom pokazala name. Bila sem čisto pri steni, zato ziher ni bil noben za mano. Se učem. Bom oklepala, oh fuck, mene je ful strah zdaj, ko to piše, ker sem sama doma, bitch save. Še jaz sem dvignila roko in jo hotela nasloniti na njegovo, ker sem še vedno malo sumila, da je bratova roka. In moja roka ni ostala na njegovi, ker je padla čez njegovo. Ustrašila sem se in stekla gor po stopnicah, ven iz kleti in zgoraj zagledam brata. Postalo me je ful strah, ker je bilo nemogoče, da je prišel gor tako hitro, ker sem stekla mimo njega in to je edini vhod, drugje ne bi mogel priti not v klet. Povedala sem mu vse, kar se je zgodilo, a mi ni verjel. Šla sva nazaj v klet in naredila isto, ko sem jaz, luč je zabliskala in potem ta se obrnila in videla, nisva nič. V tistem kotu ni bilo nobenega, bil pa je listek, na katerem je pisalo 200L, kar pa je pripadalo sodu, ki je bil na tistem mestu, kjer je bila takrat tista senca. Kar pa je bilo najbolj čudno pa je to, da tega soda prej ni bilo tam, ampak je bil na drugi strani kleti oziroma kjer sem bila prej jaz. What? Zdaj pa druga zgodba, od iste osebe. I feel you. Pred leti, še preden sem se jaz rodila, moja babica naredila samomor. In ves čas sem razmišljala na njo, vedno se mi je zdelo, da je ob meni. Oklepaj, tudi zdaj se pravzaprav tako počutim. No, preidimo k zgodbi. Hodila sem do kleti, to je bilo pred prvo zgodbo, just so you know. In sem na začetku stopnic je bila neka ženska. Imela je lepo belo obleko in črne lase. Nekako takšne dolžine, kot jih imaš ti. What? Ne na mene ne zapisovati zgodb, me je že dovolj strah. Njenega obraza nisem videla. Bilo je videti, kot da bi imela masko. Ko me je zagledala, je izginila. Bilo mi je čudno, a nisem bila prestrašena. Ko sem se vračala iz kleti z vinom za dedijevo in babičino zlato poroko, sem jo spet videla na koncu Bride. Upam, da veš, kaj je to, ja vem, kaj je to. Hodila je proti meni, ko je bila že 3 korake od mene, si je hotela sneti masko, a ji ni uspelo. Rekla je, pomagaj mi, ljubica, pomagaj mi videti svet. Segla sem po maski, a je moja roka šla čez njeno kožo. Začutila sem toplino, a se na to ustrašila.
Še enkrat sem jo vprašala, kdo je. Rekla je, da globoko v sebi vem, da to je izginila proti meni. Na to je izginila. Proti meni je prišla sestrična in rekla, s kom sem se pogovarjala. Čudno sem jo pogledala in rekla, a nisi videla te ženske? In ona je rekla, ne, nisem. Fuck. Vprašanje, če imam kako razlago. Nimam razlage, pač grozno, ampak ne, zaradi tega, ker če tega te ni bilo strah, potem je to okej. I mean, I don't know. Pozdravljena, jaz imam tudi neko zgodbo za povedati in se že naprej opravičujem, če ne bo šumnikov / ločil ali če bo kaj narobe napisano, saj imam disleksijo. Girl, same. Ne se bat, nič bat, ampak ful je fajn, da probajte delati pike, vejice, sam to, da vem, kje se poved konča, ker včasih ful težko berem in potem moram eno poved 100 prebrati, ker ne vem točno, kaj pomeni. No, torej, kakšna 2 meseca nazaj mi je bilo okoli 7-6 zvečer ful dolg čas in sem vzela mojega psa, starega 10 let in pol, in smo šla na sprehod v gozd. Od moje hiše do gozda je bila normalna cesta, ki je trajala kakih 5 minut. Ko smo z kužkom prišla do hriba, po katerem je treba iti, da prideš do jase v gozd, se je kuža, ki sicer zelo rad gre v hrib, obrnil in začel šprintati nazaj, kot da hoče iti nazaj domov, kot da nekaj čuti. Ker pa smo mogla iti na sprehod, sem ga primila in ga nesla čez hrib. Dobro. Ko smo prišla gor, smo zavila desno, ker sem videla prazno klopco, da bi se tam sedla in zavezala vezalke. Ves čas, ko sem hodila, sem videla, da je klopca prazna in tudi noben ni prihajal iz druge strani nasproti. Ampak, ko smo prišla do klopce, je pa tam sedela gospa z rdečimi lasami, stara približno 30-40. Ker se mi je to zdelo čudno, sem si samo zavezala vezalke in se ji nasmejala, ona pa me je gledala neprestano. Imela pa je ful bled porcelanast obraz. Ko smo z kužejem odšla naprej, mi je obraz od te gospe postal bolj znan. In jaz nazaj, češ, kaj sem naredila. Potem je pa babica rekla, da je gospa Marija preminula že 3 leta nazaj in da ni imela sestre. Se naj bi jo bivši, o moj bog, mož ustrelil v gozdu nekje in nekje tam pustil truplo, vidno očem vseh mimoidočih. What? To me je ful zmrzilo, ampak ker sama ne verjamem v te stvari, sem odšla dol po zunanjih stopnicah in ko sem hodila, sem pred našimi dvoriščnimi vrati videla isto gospo, kako se naslanja na plot. Ko me je opazila, mi je pomahala in naenkrat je izginila. Res ne vem, kaj bi naj to pomenilo, ker sama ne verjamem v to. Ali moj kuža kaj čuti, kaj jaz nisem, ne vem. To je moja zgodba. Ne vem, eni pravijo, da to, da rečeš, da pač živali čutijo mrtve ljudi, kao mačke, da ne bi čutile, pa take fore, da to ni res. Itak nikoli ne veš, pač, ne vem, groza. Naj bi otroci videli bolj duhove, enim to potem ostane tudi, eni starejši potem še vedno vidijo, eni pa to zgine. Ampak naj bi tudi imaginary friends, naj ne bi bili toliko imaginary, if you know what I mean. Torej, jaz in mojih 5 sošolk smo bile skupaj v šoli v naravi. Imeli smo eno okno, ki je gledalo na en majhen grič. Ker je bila zima, je bil grič sveže, zasnežen in nihče ni nikoli hodil po njem. Nam je bilo nasplošno scary, ker je bil ta dom, v katerem smo bivali, zelo star. En večer pa sem jaz opazila stopinje, kot da bi nekdo želel priti do našega okna. Od takrat naprej so se začele dogajati ful čudne stvari. Itak, da smo se vse čist prestrašile in jaz sem šla spat k svoji PFF. Čez kakšne 15 minut spanja sem padla iz pograda na tla, kot da bi me en potisnil. Na srečo sem se ujela na noge in potem šla spat v svojo posteljo. Sredi noči sem se zbudila, saj sem zaslišala krik. Ugotovila sem, da so budne tudi prijateljice. Ena od njih je rekla, da je zakričala ona, zato ker se je nekdo vlegel zraven nje. Jaz sem jogala. Ostale smo budne še kakšne pol ure in jaz sem si dobro ogledala stopinje. Najbolj scary pa je bilo, ker niso vodile nikamor. Naše okno pa smo že prej zaprle in je bilo spet odprto. Še enkrat smo ga zaprle in še nazaj spat. Zjutraj smo se zbudile in sošolka se je jogala in je rekla, da je imela spalno paralizo.
Rekla je, da je nekdo spal zraven nje. Na okno smo opazile sneženi obris, roke in okno je bilo spet odprto. Jaz bom še kar naprej delala te paranormalne zgodbe, pač brala vaše paranormalne zgodbe, grozne zgodbe, če mi jih le pošljete. Še enkrat, ko mi jih pošljete, mi prosim pošljite čim bolj opisano z pikami in vejicami, ker ko je pač taki stavek, brez pike in vejice, ne vem, in časi je ful nerazumljivo. Če kaj narobe napišete, ni taka panika, bolj je panika, da vidim, kje se poved konča, ker ne, da lahko preberem. Če mi napišete samo eno poved, torej, da ste videli nekaj duha, ne bom to omenjala v video, ker ni dobena zgodba. Ja, to je to. Tudi slike so priporočljive, zdaj pa, ja, če vam je ta video všeč, ga lajkajte, ne pozabite se naročiti, followajte me na Instagramu in pa lajkajte ta video.